napredka. Hvala za besedo. Ko govorimo o konkurenčnosti kmetij, mislim, da bi bil bolj primeren izraz, da bi govorili o preživetju evropskih kmetij. Kajti njihova konkurenčnost je danes izredno ogrožena. Ko gledamo proteste po evropskih ulicah, ne več po vaseh, po mestih, je prvi razlog za te proteste slab cenovni položaj kmetij, drugi razlog okoljske omejitve, ki jih prinaša tudi evropska politika, tretji so trgovinski sporazumi. Če pogledamo višino sredstev, ki jih Evropa namenja za kmetijstvo, je to res 30% približno evropskega proračuna. Če to pretvorimo v BDP, je to 0,3% BDP-ja. Če vzamemo stran eno tretjino, ki je približno namenjena za okolje, je to 0,2% BDP-ja. To je 10-krat manj, kot so zahteve NATO za obrambo. In meni se postavlja vprašanje in ga tudi naslavljam na vas, ali je 10-krat manj sredstev kot za obrambo za kmetijstvo dovolj, glede na to, da se v teh prostorih v Evropskem parlamentu številne pobude, kako je teh sredstev preveč, kako je to staromodna politika in da enostavno treba ta sredstva zmanjšati. Prihajam iz Slovenije. V Sloveniji je 70-hektarska kmetija, relativno velika kmetija, ker je povprečje 7 hektarjev. In poznam kolege, tudi sam sem kmet, ki so se po lanskem letu, lani jeseni, ko so imeli 70 hektarov kmetije, večina poljedelske, enostavno odločili, da se ne bodo več ukvarjali s pridelavo hrane, do zdaj so imeli integrirano pridelavo, ampak bodo prešli v ekološko pridelavo in poizkušali maksimirati prispevek na hektar iz subvencij za te okoljske ukrepe in se ničkaj ne bodo več sekirali, koliko hrane bodo pridelali. Ali mislite, da je zdaj v teh okoliščinah, se pravi, relativno malo denarja, ostri okoljski predpisi, trg, ki je zelo zahteven, na kakšen način pravzaprav lahko evropski kmetje ostanejo še konkurenčni in ali je dovolj, da to gledamo samo in brskamo po sami skupni kmetijski politiki, ali bi bilo treba še kaj več, kaj širše to, kar sem omenil. V samih teh protestih, tudi v naši državi so bili, ni bilo toliko strani kmetov pripomb na skupno kmetijsko politiko, kot na vse ostalo, za kar pa je tudi odgovorna in predpisuje Evropska unija.